minister Žekš prevzema vlogo predstojnika kulturnega ministra v času, ko je tudi zaradi sprejetja rebalansa proračuna prišlo do javnega protesta kulturnih delavcev in ustvarjalcev zaradi zmanjšanja sredstev. Naj povem, da se na nominalni ravni obseg denarja za kulturo v rebalansu, ki bo sprejet predvideno prihodnji teden, povečal. Res pa je, da je ta manjši od tistega, ki smo ga načrtovali. Razloge za to vam je minister za finance povedal. V bistvu sta dva. Najprej je nižji prihodek v državno blagajno, ki je plod zmanjšanja gospodarske rasti, ta pa je odziv na zmanjšanje gospodarskega razpoloženja v naših glavnih partnericah. To, kar sem vam omenjal pred nekaj meseci, da se upočasnjuje gospodarska rast za Slovenijo najpomembnejših partnericah, se sedaj pozna tudi že na Sloveniji. Gospodarska rast je nekoliko upočasnjena. To se seveda odraža tudi pri prihodkih v državno blagajno. In če hočemo ostati pri kazalcu, jaz ga bom danes samo očrtno povedal in ga prosim ne jemljete kot zaključek, ker je to predlog, 4,6% deficita proračunskega primanjkljaja. Če vštejemo še druge blagajne, pa znaša ta 5,5 in je torej v tem smislu še obvladljiv in pod povprečjem primanjkljajev drugih držav Evropske unije in Eurocone. In če hočemo ostati pod 45% javnega dolga, širšega spektra države, potem moramo seveda pri vseh uporabnikih to prvo in najpomembnejšo nalogo vlade, to je konsolidacija javnih financ in obvladovanje stroškov, doseči pri vseh ministrstvih, žal tudi pri kulturi. Torej, kultura bo dobila več sredstev, kot jih je lani, vendar manj, kot jih je pričakovala. Jaz bom poskušal pojasniti skupaj z novim ministrom oziroma s predstojnikom za naslednje 3 mesece, dr. Žekšem, predstavnikom, ki so dvignili svoj glas proti takemu krčenju sredstev, razloge in jih pomiriti, njihove glavne aktivnosti se bodo nadaljevale. Kultura je vedno predstavljala za Slovenijo enega naših stebrov identitete in ni naključno, da smo danes diskusijo o rebalansu začeli za področjem kulture. Jaz sem začel to diskusijo, ki je trajala 2 uri, za področjem kulture. Kultura je bila vedno za Slovence pomembna in je ne smemo podcenjevati kot ustvarjalca in ne potrošnika, tako da bomo gotovo najdli nek kompromisen jezik tudi z tistimi, ki se v kulturi aktivno ukvarjajo. Zelo sem zadovoljen, da je položaj predstojnika sprejel akademik dr. Žekš, ima avtoriteto, zaradi katere lahko o odprtih vprašanjih, ki zadevajo kulturne ustvarjalce, z njimi govori odkrito, iskreno in se z njimi menim, da lahko tudi dogovorijo praktičnih rešitev.